Naša zgodba se je pričela dobro leto pred začetkom svetovne razstave v Milanu, ko so snovalci slovenskega paviljona imeli v duhu trajnostni koncept, ki so mu sledili pri pripravi načrtov za slovenski paviljon. Namreč odločitev je bila sprejeta na državni ravni, da bomo v duhu trajnosti po zaključku svetovne razstave naš paviljon prenesli nazaj v Slovenijo in ga postavili nekje, kjer bo najbolj primerno. Na ta način je bil tako tudi paviljon zgrajen. Po zaključku svetovne razstave je bilo res tako, da je Slovensko ministrstvo za gospodarstvo se odločilo in pripravilo razpis, na katerega smo se prijavili tudi na Mestni občini Murska Sobota, pripravili program, s katerim bi lahko dali novo vsebino v ta objekt. Z vsebino, ki smo jo pripravili, smo prepričali komisijo in tako smo začeli tukaj z deli na lokaciji. Mestna občina Murska Sobota je v svoji strategiji celostnih trajnostnih naložb z debelo označila, da je to zelena strategija. Kajti Mestna občina Murska Sobota želi postati zelena prestolnica Pomurja, zeleno srce Pomurja. Zaradi tega smo se prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, ko so iskali najboljši program za tisto občino, ki bi prevzela paviljon Expano, potem ko je bil zaprt Expano sejem v Milanu. Na nek način, ko smo uspeli na tem razpisu, smo reciklirali stavbo, ki je bila popolnoma razdrta in bi morala končati na smetišču. Se pravi, da smo tudi uresničili idejo krožnega gospodarstva. S pomočjo CTN sredstev, 80% sofinanciranja Evropske unije in lastnimi sredstvi smo stavbo postavili z imenom Vrata v Pomurje. In ob stavbi uredili skoraj 10 hektarjev površine, kjer se lahko ljudje rekreirajo, kjer se lahko zabavajo na jezero, ki ima več kot 40 hektarjev površine. Celostna trajnostna naložba, zelena celostna trajnostna naložba pa se nadaljuje v mestnem središču. Tam gradimo in dokončujemo investicijo, ki bomo posadili z zelenimi drevesi, več kot 100 jih bo. In gostje iz Expana se bodo lahko sprehodili po zeleni žili Murske Sobote. Pred ponovno postavitvijo je bilo potrebno urediti celotno dokumentacijo. Namreč tukaj pri nas je šlo za postavitev stalnega objekta, tam v Milanu pa je to bil začasen objekt. Zaradi tega smo mogli pripraviti prostorske načrte, mogli smo pripraviti celotno gradbeno dokumentacijo, da smo lahko ta objekt tudi tukaj ponovno postavili. Mogoče ta sprememba, ki se je zgodila, ko je prišlo iz začasnega objekta v postavitev na stalno lokacijo, je ta, da smo tukaj bili primorani zaradi servisnih prostorov, ki smo jih nujno potrebovali, dodatno podkletiti prostore in tako seveda je to tudi vplivalo na nekoliko obširno pripravo dokumentacije, kakor tudi na samo izvedbo. Objekt, ki ga vidite tukaj za mano, je postavljen tako, kot je bil v Milanu. Namreč pri ponovni postavitvi, pri tej gradnji smo uporabili vse elemente, ki so bili še uporabni, tiste, ki so pa se kakorkoli poškodovali, pa smo jih seveda zamenjali z novimi. Kot vemo, čeprav gre za gradnjo, kot če bi gradili z Lego kockami, je pa bilo kar nekaj izzivov. Namreč tukaj, ko smo postavili stalen objekt, je bilo potrebno tudi misliti na ogrevanje in hlajenje tega objekta, namreč nahajamo se v celinskem podnebjem okolju, to pomeni, da imamo mrzle zime in vroča poletja, tako smo tudi prilagodili ta ogrevalni in ohlajevalni sistem.
Tukaj sledimo tudi temu trajnostnemu konceptu in smo za potrebe ogrevanja in hlajenja prostora v Expanu uporabili vir energije podtalnice, torej uporabljamo toplotno črpalko. To pa ni vse, tukaj sledimo tudi trajnostni mobilnosti, namreč ob postavitvi objekta smo postavili tudi e-polnilnice za električne avtomobile, postavili smo izposojevalnice za kolesa in imamo vzpostavljen car sharing sistem. Sam objekt je postavljen na revitaliziranem območju ob Soboškem jezeru, to je bilo degradirano območje, kjer so iz gramoznice koristili gramoz v industrijske namene. Okolico smo revitalizirali v obsegu okrog 10 hektarjev, tukaj smo zasadili čez 100 dreves, postavili smo piknik prostore, postavili smo gibalni park in tako nekako razvili neko novo destinacijo, ki v bistvu vabi obiskovalce, da pridejo in se sprostijo in seveda začnejo tukaj pri nas raziskovati regijo. Na svetovni razstavi v Milanu je paviljon predstavljal celotno Slovenijo, predstavljal zgodbe iz naše države. Tukaj smo ga zasnovali kot regijski promocijski center, v katerem predstavljamo našo regijo Pomurje. V notranjosti je zasnovana predstavitev turističnega gospodarstva naše regije, kjer s pomočjo sodobnih naprednih tehnologij predstavljamo naše dediščine in naše tradicije. Tukaj smo sodobne tehnologije uporabili, da tudi mladim na malce drugačen način predstavimo to, kar je bilo delo naših prednikov, da bo ostalo vsem našim zanamcem. Tudi to je namreč trajnostni razvoj, tudi to je trajnostno bivanje. Sicer se paviljon odlično vklaplja tudi v naš prostor in se zdi, kot da bi ga načrtovalci za svetovno razstavo pravzaprav načrtovali za postavitev tukaj, ob Soboškem jezeru. Namreč njegove silhuete se iz perspektive vidijo kot na horizontu, vidijo kot del naše krajine, kjer se lepo vklapljajo z vinorodnimi griči v ozadju in tako zaokrožijo odlično predstavitev našega kraja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Direktorat za lesarstvo podpirajo z različnimi promocijskimi aktivnosti leseno gradnjo in uporabo lesa. In sklop teh aktivnosti sodi tudi projekt Odprte hiše Slovenija, ki ga podpiramo že 4. leto.